Tako je zelo subtilno. Ja, ni nujno tisto močno trpljenje, kot si ljudje predstavljajo, kar rečemo trpljenje, ampak mogoče jaz doskrat rečem neprijetnost. Tudi jaz uporabljam besedo neprijetnost. Okay. Tako zdaj mi prevajamo, ker smo malo pionirji tudi prevajanju suta v slovenščino, smo kar šli na neprijetnost, netrpljenje. Ne. Zdaj to težko zdaj spremeniti v angleščini, ki je že tako zakorenjena ta beseda, na trpljenje, še zmeraj se najde v sutah. To je zelo subtilno, seveda, ne. Je neprijetnost in če bi rekel, trpljenje vsi mislijo, da mora biti križana, ne, da pa lahko vsak reče, ne, jaz tega ne rabim slišati, jaz itak ne trpim, ne. A potem pa, imaš daj željo, da greš v kino, pa si privoščeš sladoled, pa take stvari, ne. Zakaj pa? Hočem nekaj prijetnega. Zakaj pa iščeš nekaj prijetnega? Na kaj ti reagiraš? Neprijetnost. Ti ne boš iskal prijetnost, če se ne izogibaš nekaj, kar je neprijetnega. Da vidiš ta neprijetnost, ki je pravzaprav vedno v zadju, vedno razlog za vseh naših dejanj, razmišljanj, govorov, ideologij in tako naprej zaradi te neprijetnosti. To pomeni, da ta neprijetnost, ali pa mi pravimo duka, je pravzaprav nekako pravzaprav arhitekt našega življenja. Mi se odločimo za tega, ker bežimo. Torej vse je v bežanju. Vse, kar imamo. Tako da, če človek ni pripravljen pogledati, ki je za korenine problema, ne bo nikoli rešil problema. Torej, za tega bude rekel, če se je več, list v moji roki je lista v gozdu, ne. Je seveda list v gozdu je veliko več, kot na tvojih rokah, ne. Tudi rekel bude, ne, sem tak, jaz učim, To je dost. Ker to spoznaš, tale korenina problema, se vse druge edinstveni problemi se tudi razrešijo. Torej, mi ne gremo zdaj pri budem učenju ni toliko, da bi zdaj mi delali neke psihologije in tako naprej, veš, ker se sooča en problem pa eno zdravilo za to problem, tak reševanje stvari na specifičen način. Pri budem učenju reševanje tega najbolj univerzalnega problema, te eksistence. Tako da, ja. No, kako rešva ta problem? Duke. Neprijetnosti. Ja, vidiš, torej se treba zdaj naučiti, kako kontemplatirati. Jaz pravim besedo kontemplatirati namesto meditacija, ker meditacija zdaj pomeni vse sorte, ampak ne več meditacija. Čeprav je škoda, ker etimološko meditacija je zelo dobra beseda, torej je kontemplacija, torej je somisli, je raziskovanje, medtem ko danes meditacija pomeni nehati razmišljati, empty mind in tako naprej. Površno, ja. Ampak kako se ti pa zdi termin mindfulness, čuječnost? Ja, samo ne vem, ki je zdaj, če bomo preveč skakal iz ene stvari v drugo. Torej, dajmo zdaj govoriti pozornost, ki bo šlo skupaj. Čuječnost tam na stran, to je zdaj neka slovenska iznajdba, malo zgrešilo pomen. Ampak tudi pozornost ni ravno najboljša beseda. Zdaj imamo besedo v palju sati. Zdaj sati je pa dobesedno je pravzaprav spomin. Okay. Spomin. Zanimivo, ne? Zdaj, kaj za to pomeni, kaj se bomo spomniti, ne? In ja, spomin pravzaprav sedanjosti. Če se zdaj poskušaš nekaj spomniti, kaj je bilo včeraj, že vidiš, kako se malo razjasni, malo odpre. Na tak način bi mogli mi delovati v vsakdanjem življenju. Medtem, ko se zdaj pogovarjava, je tale jasnost, je bolj tisto odprtost, kot da se bi poskušali spomniti sedanjosti. In vidimo potem, koliko je tale pomen, spomin je pomemben. Zato, ker potem začnemo spoznavati, da vsako situacijo, v katerem smo, vse, kar mi vidimo, vse, kar slišimo, vse, kar dojamemo, je znotraj nekega večjega konteksta, nekega večjega polja. Bomo se zdaj zadržali, kako bomo zdaj to polje imenovali, ampak je znotraj nekega širšega, neskončnega konteksta, do katerega mi nimamo nobene kontrole. Je že dano.
Tukaj lahko potem pride pod vprašanje svobodna volja in tako naprej. Ampak, ok. In naprimer, zdaj te bom poprašal, kaj si ti jedel predvčerajšnjem? Ok, dosti žredo. Kaj si zalavedel? Si začel razmišljati, oči so šli v spomin, na stran. Si razmišljal verjetno, kje si bil, kdo je kuhal. Jaz sem vprašal, kaj si jedel, ti si vse druge stvari najprej mogel pomisliti. Torej, ti si zdaj, kaj se moram najprej odpreti ta kontekst, znotraj katere je ta situacija. Torej, ki si bil ti, takrat v situaciji bil znotraj nekega širšega konteksta. Torej, zato pravimo, da to pomeni sati. Sati, da se mi spominjamo širšega konteksta. Torej, zdaj, ker se pogovarjaj z mano, zakaj je tukaj kontekst? Je telo. Telo mora biti vedno prisotno. Občutki. In vse druge stvari, ki nam niso tako očitne, niso specifične, ampak so v ozadju, so prisotne, brez njih ne bi bilo doživljanja. In to doživljanje je že dano. Mi se pa preveč ubadamo s nekaj specifičnimi stvarmi, nekaj damo v neko škatlico, torej neka stvar, ideja, do katere se mi zapičimo, se želimo, hočemo ohranjati, se držimo, ali pa sovražimo. Vse delamo s tem. Ljubim te, ne ljubim te, to. In primeri to idejo z drugo idejo, torej gremo zdaj v logiko, abstraktnost, in tako naprej. Popolnoma pozgubi sati, pozornost. No, če človek razume sati na tak način, potem je veliko lažje biti pozoren v vsakdanjem življenju. Če pa mi zdaj pa pozornost narobe razumljena v današnjem svetu, je pa, moraš biti specifičen. Pozornost na dihanje, diham, vdihnem, izdihnem, se premikam, dotikam. Popolnoma zgrešeno, to ni sati več, to je že, ne vem, kakšno besedo bi to rekel, ne? Ja, jaz bi se čist strinjal s tem, da zdaj, ko nekako na zahodu pridobiva na popularnosti ta meditacija, pa kakor sem prej omenil, mindfulness, ne? In danes sem na Instagramu malo ljudi poprašal, sem rekel, da se bom pogovarjal z gospodom o meditaciji, ne? In kakšne imajo kakšne vprašanja, in sem pač videl nek tak spekter, ki je zajec, v katerem grmu tiči, ne? In je to fokusiranje bilo dostikrat izpostavljeno, ne? Na kaj se moram zdaj jaz fokusirati, ne? V bistvu naj mi nekdo da neko nalogo, ki jo bom jaz, moj jaz, jo bo izvajal, ne? Ampak jaz mislim, da tukaj se lahko zelo, ali pa jaz sem se veliko s tem ukvarjal, da ti ne uspe te naloge upravljati in potem spet trpim, oziroma sem v neprijetnosti, ker jaz ne znam meditirati, ne? Sprav, jaz sem failu, oziroma naloge nisem upravil. To je slaba stvar, ne? In potem se vrtim v tem krogu, ne? In to si zelo dobro povedal, mislim, to vse obsegajočo zavest, ne? Tako jaz vidim, me bo zanimal tvoj pogled, no, na meditacijo na splošno, ampak zdi se mi eno orodje, ki je popolnoma drugačno od vseh drugih orodij, ki jih sploh poznamo, zato ker je univerzalno. Nikoli, spet dosti prideva do mitov, ne? More biti tišina, more biti mi udobno, moram sedeti v lotosovem položaju, zraven ne sme biti gradbišča, ne? To so vse miti. Jaz takrat ne morem meditirati, ker nisem v svojemu kotičku za meditacijo in palčka ni prižgana in to me moti, ne? Ampak načeloma v neki teoriji, ne, bi lahko meditiral med kregom s svojim puncom, ne? To je v bistvu samo to zavedanje tega, kar se dogaja. To vidiš, da budistične prakse, na zahodu gre pravzaprav 180 stopinj proti budovemu učenju. No, proti? Nasproti. No, druga stran. Ja. Torej, stran. A veš, tako mi puše, koliko je navadnega učenja danes, ne? Zdaj,
pa to, zakaj imamo polno tehnik danes in zdaj Maurica tehnik. Zakaj? Je očitno zato, ker to manjkavo budeno učenje pravijo. Ker ga Buda ni dal. Zdaj pa jih imaš polno. To nekaj pove, da ljudje so čisto izgubljeni. Pa je to bilo za pričakovati. Buda je rekel, da njegovo učenje bo izumrlo. Izumiralo že nekom času in bo šlo do. Torej ne moramo zreči, zdaj, ko budizem raste, da Budovo učenje raste. Ne. Budizem raste, Buda dama, Budovo učenje pa umira, pada. Torej je za pričakovati, da bo še več tehnik, da bo še več teh dilem in tako naprej. Da vidiš, da je glih, si lepo povedal, glih grem nasprotno, zdaj govorim, kako treba prepoznati tale kontekst, medtem ko pa tehnike samo še bo spodbujajo, kako se ukvarjati s to vsebino, to stvar in gledati, kontrolirati, biti fiksiran, analizirati in tako naprej. Tako da Buda rekel, ni vsaka meditacija. Ti lahko, če v angleščini povem, mismeditate, overmeditate, undermeditate, but not meditate. To je v sutah. Tako da samo zato, ker rečeš meditacija, da rečeš, zdaj pa vse v redu, samo zato, ker res 1 uro sedim vsak dan in to je to. Vidiš, tukaj se pa jaz ne bi strinjal. Jaz mislim, da je vse v redu. Delno, ne bo samo to rešil, da bo človek se počutil v redu. Da gre samo zdaj sedeti, pa biti fiksiran v nekaj, pa misliti, ok, zdaj pa boj svrši na boljše. Kaj je bolj nevarno, ni, a mi sedimo, ne sedimo, ampak a mi razumemo, ne razumemo. Če človek deluje z napačnim pogledom, z napačnim razumevanjem in še zmeraj se po življenju odpor raste, potem to je nevarno. To pelje človeka v problem. Koliko je sedel in koliko ne. Vem pa, kaj ti misliš, seveda je priporočljivo, da človek se vzame čas vsak dan, da gre v tišino, da gre malo v stran, da pogleda vase, ker posebno laično življenje je polno nekih distrakcij, zaposlenosti, včasih kar... Zasvojenosti. Zasvojenosti, da se človek užitkom umakne, da meditira, da se usede, še posebno takrat, ko noče. To bi bilo pa napačno, samo takrat, ko me paše, bom pa meditiral, to je brez veze. Posebno takrat, ko te napaše. Ti se disciplina, da daš na stran, vse te stvari, ki človek hoče početi, ki so nepotrebne. Ugasem televizijo, ugasem mobitel in tako naprej in se usedi in miruj.